Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Februar je tukaj in po statistiki je ravno februarja največ bolezni, največ ljudi obleži, največ je viroz, največ je takih in drugačnih izzivov in nažalost statistično gledano tudi največ smrti. Torej, v mesecu februarju so določene zakonitosti, ki jih lahko upoštevate in boste prišli boljše čez. Kaj pomeni, da boste prišli boljše čez? Da ne boste zboleli, kljub temu, da bo ogromno ljudi okrog vas bolnih ali pa so že bolni že tale trenutek, oziroma lepo boste šli čez, tudi če boste začutili simptome, jih boste uspeli obvladati. Kajti da se marsikaj storiti, najslabše je pa seveda to, da čakate na vročino. Če boste čakali, da boste dobili vročino, pa boste potem malo odreagirali, potem to ni to. In danes vam bom zaupala točno, katere navade, katere finte, katere trike uporabiti preventivno in ko se že nekaj dogaja, zato da se boste lahko izvlekli iz morebitne bolezni oziroma iz morebitnega dolgega ležanja v posteli, pa morebiti še da koga drugega okužite. Torej, gremo lepo po vrsti. Februarja je zelo pomembno, da imate, bomo šli najprej na navade, da imate dovolj dobro hidracijo. To pomeni, da pijete dovolj vode. Februarja še rečemo, da je zima in po zimi ponavadi ljudje pozabijo piti vodo, zaradi tega, ker si mislijo, dobro, s tisto vodo se že silim v poletnem času, zdaj se pa dejansko ne rabim, ampak vam povem, največ hidracije je v zimskem času, poleg tega pa naše telo, kadar je hidrirano dovolj, se bo lažje borilo s čimerkoli potencialno nevarnim, kar dejansko pride. Tako da nujna navada v mesecu februarju je ta, da zjutraj res pijete minimalno 3 deci tople vode do pol litra tople vode, v katero lahko date limono, lahko date grenivko, lahko date karkoli, mineralne kapljice, recimo bi bilo super. Skratka, voda zelo pomembna. Druga zadeva. Pomembno je, da ste v prostorih, kjer je vlažnost dovolj visoka. Torej, če se boste gibali v prostorih, kjer se ogrevate s klimo, ali pa recimo, ne vem, talno gretje ali kakorkoli, ponavadi so prostori preveč suhi in to izsuši sluznico, predvsem v nosu ta del in potem dol. In kaj se zgodi? Ko pride en virus, a veste, virus gre čez nos noter in ko je sluznica suha, je zelo preprosto, da kot pajkec lepo pride gor. Če je pa sluznica mečkeno bolj spolzka in to telo tudi dostikrat naravno naredi, ko zazna, da je nevarnost, naredi malo bolj spolzko, zato nam teče iz nosa, takrat pa težje virus pride gor. Tako da to je obrambni mehanizem, če vam začne teči iz nosa in nasploh bi morali mi skrbeti, da je sluznica torej dovolj mokra, da je dovolj hidrirana. Zdaj, kaj lahko naredite? Vržte brisačo mokro brisačo čez radiatorje, ne? Ne vem, klupite si vlažilnik, ionizator, odpirite okna, skratka, poskrbite za to, da je vlažnost dovoljšna in ko greste v trgovine, ko greste v nakupovalne centre, takrat bodite pozorni in veste, kaj naredite? Eno zelo preprosto zadevo, tudi otrokom, ko grejo v šolo pa v vrtec, prst namočite v olje, lahko je olivno olje, lahko je kjerokoli drugo olje, ne sončničnega, prosim, in dejansko samo mečkeno namažite tale vhod v nos, to bo tudi onemogočilo, da bi virus dejansko šel naprej. Zelo simpel fora, nič vas ne stane. Tretja zadeva pri navadah je, da uporabljate strgalo. Jaz vem, da imate vi zdaj v drogerijah taka lepa strgala, pa roza, pa rumene, pa zelene barve, pa plastične, pa z ježki, pa z ne vem čim še vse, ampak dajte pustiti to plastiko, ki vam nič dobrega ne naredi, pa vzemite bakreno strgalo, ki je dejansko najbolj antiseptično, antibakterijsko in tako naprej. Zdaj pa, kdaj ga boste uporabili? Potem, ko boste spili vodo? Ne, niti slučajno. Naredili boste tole, preden boste pili vodo. Torej, prva stvar, ki jo zjutraj naredite, preden se pogovarjate z drugimi ljudmi, da si postrgate jezik. Zakaj?
Naše telo po noč naravno hoče ven vršiti stvari in mi februarja se že začenjamo pripravljati na to rahlo razstrupljanje, ki bo sledilo v marcu. In če boste februarja najprej tole lepo zjutraj postrgali, boste videli, koliko bo tega belega in s tem boste znatno zvišali moč vašega imunskega sistema. Dajte pogledati, kaj nam je povedala gostja v oddaji Klepet ob kavi že vrsto let nazaj. Stvar je zelo preprosta, to je taka prepognjena jeklena ali pa bakrena žička, malo sploščena na sredi in z njo postrgamo jezik. To delamo vsako jutro, takoj ko vstanemo, preden si umijemo zobe, postrgamo jezik. S tem dosežemo to, da očistimo iz jezika vse obloge, ki so se nabrale po noči. Tem oblogam v Ajurvedi rečejo ama. To so tisti izločki, toksini, ki jih telo po noči izloči, ko se regenerira. To je najboljša preventiva za bolezni, ki se nam zgodijo v ustni votlini, od raznih angin, potem vnetja, sluznice, raznih razjed, razpoke na jeziku in tako dalje. Tako da po zimi, ko imamo opravka z več obolenji, prehladnimi, se bomo zelo dobro zaščitili tudi na ta način. Istočasno zaščitimo tudi naprej dihala, požiralnik, bronhije, pljuča, s tem, ko smo odstranili toksine. In s to metodo tudi razbremenimo jetra in ledvice, ker potem imajo manj dela z odvajanjem toksinov. Torej, ne pozabi, tole strgalo je odlična, super, pocen finta za to, da bo vaš imunski sistem boljše deloval. Zdaj pa gremo na prehrano. Torej, pri sami prehrani, če želite za vsaj 30% dvigniti vaš imunski sistem, kar je v februarju zelo pomembno. Resno vam govorim, v februarju je največ smrti, največ bolezni, virusov, največ bolnišničnih obiskov zaradi takih in drugačnih težav. Ne se hecati, februarja se morate zaščititi. Torej, v februarju dejte ven sladkor. Vem, da je Valentinovo, pa so lepe slaščice, pa lepe praline, pa vem, da je pust, pa boste s krofi ga mal biksali, ampak ne splača se, če boste na račun tega lahko obležali. In to ni nobeno pretiravanje. Kaj ti? Ko mi uživamo sladkor, nas to obremeni, imunski sistem obremeni za 30%. In tudi, če boste rekli, ta televizija je zmešana, jaz je ne bom upošteval, v redu, ni problema, ampak v trenutku, ko boste prvič kihnali, ko boste prvič naredili v februarju, takoj morate nehati je sladkor, pa kihniti morate v komolc, sam povem vam. Torej, nujno izločiti sladkor. Takoj, ko boste izločili sladkor, bo imunski sistem dejansko začel boljše delovati. In to je zlato in najbolj pomembno pravilo. Ne bom vam govorila o vseh drugih stvarih, ki so ravno tako pomembni, da jeste dovolj fermentirane hrane, pa repa, pa fižol, pa vse zadeve lahko pridejo zdaj na vrsto, ki so tudi na žlico, pa segedini, pa ričeti, pa vse take stvari še vedno so zelo v ospredju. Potem marca bomo že to spremenili in bolj prilagodili, ampak zdaj februarja je res pomembno, da upoštevamo te zadeve. Seveda pa ne morete ta trenutek dobiti D-vitamina iz sonca, ker sonce ni v pravem kotu. C-vitamin lahko dobite s hrano, ampak mogoče ne tukaj, kar ga rabite. In tudi pri cinku, a veste, cink je ravno tako pomemben. To je ta imunski trojček, cink, D3 in pa torej C-vitamin, ki so nujni v mesecu februarju, da ostanete zdravi oziroma da vas potegnejo, kadar se neki simptomi že začenjajo dogajati. No, o tem bom govorila v nadaljevanju, kjer vam bom tudi povedala, kako lahko dobite tole strgalo brezplačno, torej popolnoma brezplačno in si hkrati naredite zaloge tistih stvari, ki jih resnično morate uživati v mesecu februarju. Jaz verjamem, da imate doma veliko dopolnil, ampak nič vam ne bo pomagal, če ne boste vzeli pravega o pravem času. Zato boste v nadaljevanju izvedeli, kaj je nujno jemati zdaj.
Če pa nimate nobene stvari, če ne uživate pa nobenega dopolnila, ker s hrano dobite dovolj, ker jeste res dobro, sezonsko, lokalno, ekološko hrano, pa vam vse glih povem, katera je tista stvar, ki je pa ena in edina, ki je v mesecu februarju. Če želite ostati res zdravi, res močni in brez skrbi tudi, ko so ljudje okrog vas bolni, tudi to vam zaupam. Ostanite torej v moji družbi in izveste tudi za perfektno akcijo, kjer dobite tole konkretno, močno, to imate za cel življenje lahko, bakreno strgalo brezplačno.